Zdaj pa dobra novica za vse, ki imate kup frustracij in bi si jih želeli nad nečim sprostiti. V Sloveniji imamo namreč novo sobo, kjer se lahko po mili volji znašaš nad raznimi predmeti, ne pa tudi nad svojo ženo. Sam povem, da na kakšnih nesporazumov pa pisem. Dajmo si pogledati, o čem točno govorim. Ste že kdaj slišali za uničevalno terapijo, ko s pomočjo razbijanja stvari sprostite svojo jezo? No, eno takšnih smo prejšnji petek dobili v Mariboru. Tadej Himmelreich je s partnerico že dalj časa razvijal idejo o tem. Me prav zanima, ko sta prišla na to idejo. Najbrž sta že večkrat metala stvari drugega, ne? Pa ugotovila, a veš, da to pa kar pomerja. Nisem pa vedel, da se temu reče uničevalna terapija. Jaz poznam veliko ljudi, ki kar redno izvaja to uničevalno terapijo. Recimo, eni sem enkrat rekel, da je konc med nama in je izvedla uničevalno terapijo nad mojim avtom. Materno. No, v Mariboru pa se tega ne poslužujejo le jezne bivše, ampak tudi ljudje, od katerih tega ne bi pričakovali. Med prvimi strankami je bila v prejšnjih dneh tudi starejša gospa. Ko je začela tolčiti po tiskalniku, načeloma vrgla stran kij in je začela skakati po njem. Tako da je tudi prijela, vrgla v steno, tako da načeloma se je znašla. Očitno se uničevalna terapija od psihiatrične loči predvsem po tem, da tukaj lahko govorijo o svojih strankah. Ne vem, jaz sem s tem gospodom kar strinjal, ne? Ker zadnji človek, s katerim bi se rad kregel, je Štajerc, ki v roki drži kij. To je ponavadi kar znak, da lahko zaključiš debetno, da lahko zaključiš debetno, da lahko zaključiš debato. Ej, a veste, ko mi gre to na živce? Ko pisci se zatipkajo, pa so pa preveč leni, da bi popravili svoje napake. Mislim, da jaz zdaj rabim eno uničevalno terapijo. Takoj bom nazaj. O, Jure, že konc snemanja. Stari, zakaj pa to? Tekst z uničevalno terapijo je imel na napako. Sem mogel malo. Stari, to je Celec pisal. Pa njem povej, da sem jezen, okej? Je pa res, to je pa pasal. To je pa pasal, to pa moram povedati. Nadaljujemo z dobro novico za vse tehnološke navdušence. V Sloveniji smo namreč bogatejši za nov superračunalnik, ki po zmogljivosti prekaša tudi superračunalnike marsikatere večje države. Poglejmo, kje se nahaja. Namestili so ga v prostorih Inštituta informacijskih znanosti Maribor, vrednost superračunalnika pa presega 17 milijonov evrov. Čakajte malo, superračunalnik so namestili v isti kraj, kjer so ravnokar odprli sobo za razbijati. Upam, da ste ti dve lokaciji dost narazen, da ne bo kdo s kijem na napačnem vhodu vstopil. Ker dvomim, da se za 17 milijonov evrov vreden računalnik da skleniti zavarovanje, se zgodi. Prav ste slišali, mariborski superračunalnik je vreden 17 milijonov. Ko mora tle pasjansa laufati? Tiste karte na koncu. Ker verjetno vsi nismo računalničari, nas zanima, kako zgradiš tako drag računalnik. Čist po domače, to je 40 tisoč notebookov na kupu, ki so med sabo povezani in delajo hkrati simultano. Se pravi, to je tako kot eno Celje, ali ne vem, recimo Celje ima 40 tisoč prebivalcev, to je taka moč. Tako močan kot Celje. To je kar zanimiv opis. Fajn je slišati, ko nek strokovnjak zadevo opiše z najbolj laičnim izrazom. Zdaj naprej bom tudi jaz govoril tako. Če me kdo vpraša, kako močen je tvoj avto, moram rekel, koliko konjev ima, ampak bom rekel, močan kot lipica. Pa naj sam zračuna. Računalnik je zmogljiv kot mesto grofov in šrotov, ima tudi kar nekaj zanimivih komponent. Vsak ta računalnik ima po 2 procesorja z 64 jedri in tule je torej izhod, povezava med njimi in pa hlajenje, vidimo, da je tule tale instalacija z vodo. Tako je, taka računalniška moč zahteva vodno hlajenje. Kar je bilo štajerskim tehnikom najbrž malo čudno, ko so morali prvič v službi v življenju točiti vodo še kam drugam kot špricer. Upajmo sam, da jim je kdo razložil, da tle mogoče ni najboljše čez mehurčki.
Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.